Pozdravljeni iz ljubljanskega studia 136, to so tedenske vesti. Z vami sva Katja Buda in Jan Šiško. Ta teden se je zgodilo prav to, na kar so tako v opoziciji kot koaliciji opozarjali že dalj časa. Razkrila se je mreža povezav med politiki in prvi stolčki so že padli. In sicer tako na levi kot na desni. Odstopil je minister za kmetijstvo Milan Pogačnik. Predsednika SNS Zmaga Jelinčiča in poslanca Srečka Prijatelja pa kriminalisti preiskujejo zaradi suma korupcije. Korupcije je sicer osumljen tudi odstopljeni minister Pogačnik. S šefom stranke SNS naj bi se preko posrednika Prijatelja dogovarjal za tako imenovano politično zamenjavo, glasovi za zemljo. Kljub temu, da je v prisluhih jasno zabeleženo dogovarjanje med Pogačnikom in Jelinčičem, minister očitke zavrača. Svoj odstop je pojasnil s številnimi pritiski nanj in na njegovo družino. Vsak teden nekaj novega ne moreš verjeti. Sanda do jaja. Ja. Mesec in pol trajajo konstantni pritiski na mene kot ministra in kot na osebo, tudi konstantno na mojo družino. Menim, da je to preprosto preveč in da to niti ni potrebno, da še naprej nekako prenašam. Jaz sem imel razgovor z gospodom premierjem danes in jaz sem mu pač sporočil, da nepreklicno odstopam z mesta ministra za kmetijstvo in gozdarstvo. In poudarjam, da so bili razgovori z mano osebno opravljeni izključno v povezavi s pripravo občinskega prostorskega načrta Murske Sobote in občine v okviru tega realizacije pridobivanja. Postavljeni bil sum obljube koristi, kot ste lahko prebrali, in da včeraj pojasnil kriminalistom, da nisem nikoli postavljal nekakšnih pogojev in če je včeraj možno zaslediti javnosti. Medtem je stekla še hišna preiskava pri prvaku Slovenske nacionalne stranke. Jelinčič je dogodke označil za maščevanje Kresalove. Politično dogovarjanje, kot trdi, ni korupcija. V slovenski politiki namreč, kot pravi, vse delo poteka na prav takšen način. A vseeno se pri vseh politikih očitno ne dogaja tole. Tole, kar bomo zdaj pokazali. Zavrelo je tudi na ministrstvu za delo, kjer so se zbrali podporniki delavcev iz Kočevja, ki že skoraj leto dni niso dobili plače. Skupina podpornikov je tako zaradi neposluha vlade skušala vdreti na ministrstvo in ga vrniti ljudem. Poglejmo, kaj se je dogajalo. Najprej stara delavska himna. Na to pa... Banda pokvarjena! Kradejo vsem! Hočemo tiskanje naše! Za banjo imajo, za nas pa ne! Vlada podpira kapitaliste, banda! Kaj je to? Koga čuvate? Pravno državo, a? Tako imenovana afera Bulmel-Stifi je sprožila še eno pospešeno spreminjanje zakonodaje. Na potrebo po treznem in premišljenem spreminjanju zakonov so zato tokrat opozorili ljubitelji psov. Na ljubljanskem osrednjem trgu so organizirali shod in pozvali k odgovornim pristojnih služb v primeru Baričevič. Hvala. Ni za kaj. Pa kaj bi se moglo spremeniti v zakonu, recimo kaj narobe? Mi smo danes tukaj, da opozorimo, da v tem času histerije, čustveno nabitem ozračju, ni v redu, da se spreminja zakonodaja. Torej nismo dolgoročno proti spremembam, seveda da ne, ampak v tem času zdajle zagotovo ne bi prišlo do racionalnih odločitev. Od tega, da je zdaj zelo spolitizirana sfera in opozarjamo na to, da je treba to prenesti nazaj v strokovne okvirje. Slišiš to? Z režije nam sporočajo, da se jeba nadaljuje.
Luka in Anej sta se ankete lotila malo drugače in sicer od vzad. Najbolj se spomnite znane ankete o neumnih Američanih in morda boste presenečeni, kako preprosto je ustvariti situacijo, v kateri bodo zablokirali skoraj vsi anketiranci. Poglejmo si naš primer. Pozor! Vse izjave v nadaljevanju so pridobljene na podoben način, kot sva že prikazala, ter ponekod tudi vzeti iz konteksta. Prosimo, da jih ne razumete kot prikaz splošne izobrazbe anketirancev. Ciljna skupina študenti. Povejte mi eno ameriško državo. Miami. Ena ameriška zvezna država. Los Angeles. Ne bi vedel. In kaj pravi o takšnih umetno ustvarjenih momentih stresa stroka? Kaj? Kaj pravi? Kaj? Ja, poslušaj. Sorry, ne sledim več, sorry. Če govorimo o tem, kar vidimo včasih na televiziji, ko sprašujejo na cesti ljudi, ne vem, kakšen praznik je danes ali pa o tem in onem, ne, je to lahko po eni strani za človeka tudi malček stresno, ne, in ga lahko zablokira. Že sam prispevek temelji na predsodku. Ne vem, v tem primeru, ko ste ga videli do Misic, ne? Na predsodku o tem, da so, ne vem, neumne in lepe in da je zaradi tega pač nekako, ne, fajn to prodajati naprej. Pa pravzaprav dejansko, dostikrat je tako, da dejansko tisti, ki sprašuje, tudi misli tako, ne. Kultura! Z nami je Teja. Živijo, Teja. Živjo. Dober dan. Ministrstvo za kulturo organizira mesečne forume Divje misli. Ta teden so se novinarji, filozofi in pisatelji pogovarjali o krizi javne besede. Prišlo je do sovražnega govora. Prišel je podpredsednik parlamenta in je prebral 10 strani svojega psihiatrične eksegeze o tem, kako je treba homoseksualce zdraviti. Kaj se je zgodilo? Obstajata natanko 2 inštitucije ali pa 2 pravni osebi v Sloveniji, ki sta ocenili, da gre za sovražni govor. Prva je bila Liberalna akademija, drug je bil podmladek Zaresa. Liberalna akademija celo pozvala varuhinjo, da se javi v zvezi z to zadevo in se ni javila. Jebeo mater, kaj se to dogaja v tej pofukani državi? Umiri se, Šiško, no, vse v redu. No. Sovražni govor. Ja, glih to namaramo. Ja. Dej, Sem malo me strah. Ne, kar, brez strahu, jaz sem tukaj. No, prejšnji petek smo bili na koncertu Klemna Klemna in tudi on ima zelo jasno stališče, ampak pač o kupovanju njegovih plošč. Tudi malo sovražnega govora bomo slišali. Jebite se oni, ki mi kopirate moje plate, jebite se, kupite mi original, pička. Marš, jebi se, ali pa ukrati original. Če ti rata ukrati original, jebemo mater, pizda, ne mi. Dar, čeprav po drugi strani pa tudi doš, da imaš presnetke, da nimaš, ne? Ja, ne, ni, pič, ni, kup original. Prepovedane plate, ki jih kopirate vsi. Klemen je prosil, da bomo zložene par stvari. Lahko me kopirati, ker niste ne sledili. Poplave Orkestru zdaj turnejo po Sloveniji začenjajo tudi parni valjak. Plavi, parni. Naslednjo soboto, 20. marca, bodo nastopili v Ajdovščini. Zanimivo je, da so prav na Primorskem pred davnimi leti tudi začeli s koncerti po Sloveniji. Nadaljujejo pa naslednji vikend v Mariboru in Ljubljani. Še naslednji je to, ne? Čez 2 tedna. Naslednji vikend v Mariboru in Ljubljani. Pa še trubadurje smo našli, čeprav jih je v tem mrazu bilo težko najti. Težko se je Jaka plazil okrog, iskal. Aj, nisi bila ti? Ne. Okej. Še vreme? Predlagamo vam, da se naučite deskanja in ignorirate vremenske, politične in še kakšne ujme.
Kako je bilo? Odlično. Nekaj najlepšega je surfati na svoji obali. Zakon. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile tedenske vesti. Z vami smo bili Teja Kunst, Katja Buda in Jan Šiško. iz ljubljanskega studia 136, lep pozdrav.